Med Slovenija sem videl tako en žebu na lesu, tako da verjamem, ta citat mi je prišel: zadolžnica je izbrisana, tvoj krivda je izbrisana, tako da včasih nosimo določena bremena, določene spomine, ampak to je vse pod krvjo vrženo, kar je Bog vrgel v morje pozabe, ne smemo se potapljati v to morje pa obujati tega. Tako da, in to je tudi prvi korak do zdravljenja. Bog hoče najprej te prišel, da ozdravi te, ki so potrti v srcu. Ne. Če imaš potrto srce, v pregovorih piše, da telesno bolečino se da prenašati, ampak potrtega duha, kdo bo vzdignil. Tako da Bog hoče najprej vzdigniti našega duha, obuditi našega duha, ozdraviti naša srca, obvezati te, ki so potrti v srcu. In je leto milosti, je leto Gospodovega maščevanja nad deli sovražnika, nad tem tožnikom, ki te obtožuje, ki ti je pridodajal čez vsa ta leta bolečine, te puščice. In je to olje ozdravljenja, ta balm, kako se prevede, iz Gileada. In je to maziljenje, Gospodov duh je nad menoj, ker me je pomazilil. In tam, kjer si bil ti ozdravljen, tam, kjer si bil ti ranjen, po njegovih ranah smo mi bili ozdravljeni. Tam, ker Bog tebe ozdravlja, dobivaš milost in avtoriteto, da služiš ozdravljenje drugim. Tako da ne za manj štet teh preizkušenj, čez katere si šel, ranjenosti, zlomljenosti, tukaj, ko te Bog obnavlja, ko te Bog ozdravlja, tukaj boš dobil avtoriteto in maziljenje, da ozdravljaš. In je ta proces hoje z Bogom. Ne smemo se samo fokusirati, dostikrat, če se fokusiram na blagoslov, na ozdravljenje, lahko zamudim Jezusa, ki gre mimo. Včasih je ozdravljenje na poti. In Jezus je rekel 10 gobavcem: pejte, pokažite se duhovnikom. In ko so šli, so bili ozdravljeni. In eden je prišel in se vrnil in mu je dal slavo od teh. Tako da, ko so Izraelci šli ven iz Egipta, piše, da ni bilo nobenega klecajočega med njimi, no feeble person was among them. Se pravi, Bog jih je ozdravil, ko so šli ven. In Bog nas je vse poklical ven iz služnosti, ven iz Babilona, ven iz sistema tega sveta, in na tej poti je tudi ozdravljenje. Jezus je rekel svojim učencem: ko ste šli za mano, a ste karkoli pogrešali. Tako da, če se dam voditi Bogu, ne bom živel v pomanjkanju. Tukaj smo se prej pogovarjali, Psalm 23: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Nič. Če se jaz pustim voditi Jezusu, ki je moj veliki pastir, me bo on vodil na polja, k izvirom, k svoji reki, na zelena polja, na pašnike. Tako da, če živim v kakršnem koli pomanjkanju, je lahko zato, ker se ne pustim voditi svojemu pastirju in moram preiskati svoje srce. In verjamem, da Bog nas hoče, to, kar si rekla, usposobiti, opremiti, in nas je že opremil. In dostikrat zaradi naše ignorance ne hodimo v tem, kar nam je Bog dal. Zato moramo prakticirati avtoriteto, kar nam je dal, moramo prakticirati molitev. Všeč mi je bilo zadnjič, ko je bil pastor iz Beograda tukaj, ki je iz Nigerije, je rekel, najprej, ko ga zadane kakšna preizkušnja v telesu ali bolečina, on gre najprej moliti k Bogu in potem razmišlja o drugih variantah. Ampak nas je dostikrat sistem tega sveta toliko natreniral, da vse živo najprej probamo, pol na koncu pa je pač Jezus tam, se spomnimo. Ne. Ampak Bog nas hoče natrenirati, da najprej gremo k njemu, tudi glede ozdravljenja. Tako da po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Delo je dopolnjeno in ne moramo temu nič dodati. In moramo vstopati v ta počitek vere. Vera je počitek. Vera ni matranje. Tako da je dovršeno delo Kristusa na križu, v katerem mi lahko počivamo. In si rečem, v tvojih ranah, Jezus, sem bil ozdravljen.
In Bog se je razodeval kot zdravnik že v stari zavezi. Že ko je Abraham molil za tega kralja oziroma za žene, ki so bile vse postale nerodovitne, pri temu kralju, kako mu bo že ime, Abimeleh. Ja, v glavnem molil in jih je Bog vse ozdravil, že v stari zavezi. In potem, ko je izpeljal, ko je začel voditi Izraelce ven iz Egipta, ko so prišli do grenke vode, je Mojzes vrgel not križ in voda postala, ne križ, les, ki je simbol križa, voda postala sladka in ta grenkoba, te izkušnje je postala sladka in Bog se je pol razodel, jaz sem Gospod, tvoj zdravnik. In to je eno od imen Boga, Jehova Rafa, Gospod zdravnik. In pol naprej čez celo zgodovino je Bog že v stari zavezi se razodeval kot zdravnik, dal je principe, protokole, kaj storijo bolni, že po Mojzesovi postavi, recimo gobavi, kako pridejo za očiščenje. In do trenutka, ko je Jezus Kristus prišel in je že predno je šel na križ, je demonstriral moč kraljestva, moč nebeškega kraljestva. Preden je vzel naše bolezni, naše bolečine, vsako prekletstvo, ves greh na križ, najprej jih je zbral 12 in jim piše, da jim je dal moč in avtoriteto nad vsako boleznijo, ne samo nad eno pač določeno grupo bolezni. Piše, da mi je dal, mislim, da je v Mateju, piše, da jim je dal moč nad vsako boleznijo, nad vsako slabostjo in da izganjajo demone. In pol jim je rekel, ozdravljite bolne, obujte mrtve, gobove očiščujte, približalo se je nebeško kraljestvo. In potem je izbral drugih 70, oziroma nekaj piše 73 in jim isto rekel, v kateri, kako? 72. Jim je rekel, pejte in ozdravljite bolne, eno od naročil, ki mi ga je dal. Tako da je poslanstvo in v tem poslanstvu, v tej avtoriteti je bila že ta moč sproščena. In oni še takrat sploh niso bili krščeni v Svetem Duhu, to se je zgodilo potem. Samo iz njegove zapovedi so imeli oblast in avtoriteto, da ozdravljajo. Tako da pol ljudje včasih rečejo, ja, dober, Bog je to rekel njim, svojim apostolom. Ampak na koncu Matejevega evangelija piše, pojdite po vsem svetu, naredite narode za moje učence in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem jaz vam zapovedal. Se pravi, ta zapoved, ki je bila za njim, je isto za nas. In Gospod nas hoče upeljati Gospod hoče svojo cerkev vzdigniti na prvem mestu, da razpoznava njegovo telo in nas usposobiti, da oznanja kraljestvo, da oznanja evangelij v moči Svetega Duha. Tako da mi vsi, verjamem, tukaj smo bili krščeni v Svetem Duhu in to pomeni, da si sprejel mero duha, mero Svetega Duha in da si usposobljen. Imaš to dinamitno moč, da lahko demonstriraš Božje kraljestvo. Tako da je več načinov, kako Božje zdravljenje deluje. To, kar si že prej omenila v evangeliju, nekje piše, Gospodova moč je bila prisotna za ozdravljenje. To pomeni, so momenti, recimo na bogoslužju, ko se zberemo, ko pride moč manifestirana za ozdravljenje. In takrat se ozdravljenja dostikrat tudi spontano zgodijo. Ne rabiš veliko, je že moč prisotna, je že taka prisotnost Svetega Duha, da že ko prideš v to prisotnost, si ozdravljen. Tukaj v tistem kopeli Betesda prišel je Gospodov angel, vode zapljukala, kdorkoli je prišel, prvi noter je bil ozdravljen, ker je bil ta angel ozdravljen tam. In nima veze, je imel pa zlomljen mezinc ali je bil goba cel pokrit z gobami. Karkoli, ki je prvi prišel noter, je bil ozdravljen. In
Ta odlomek tudi potrjuje, da Bog ne gleda na osebo, kar mi dostakrat mislimo, da mora imeti posebno kvalifikacijo, ali da molim za ljudi, da so ozdravljeni, ali da jaz sprejmem ozdravljenje. Ampak Sveto pismo pravi, Bog ne gleda na osebo. Tako da tam, kdorkoli je bil, lahko je bil največji grešnik v mestu. Enkaj je pač full gamblu, pil, ne vem, grešil, bil pač delal slaba dela, pa je imel recimo zlomljen prst, pa je prvi prišel, on je bil edini ozdravljen. Tako da ni ozdravljena si mi ne moramo zaslužiti svojimi deli, svojo pravičnostjo. Naša pravičnost je pred Bogom kot umazane cunje. In je Božja milost taka, Bog je milosten in Bog ne gleda na osebo. Tako da so primeri, če beremo evangelije, piše, da Jezus je ozdravil vsakega, ki je prišel k njemu. So bile množice, najprej bila ena žena, ki se ga je dotaknila in je bila ozdravljena, pol na drugem mestu piše, da se je množica, ki se je dotikala, vsak, ki se ga je dotaknila, je bil ozdravljen. In isto je danes. Tako da, ker sta 2 ali 3, 4, 5, ne vem, koliko nas je tukaj, Jezus je med nami. Če se ga dotakneš, ali pa pustiš, da se on dotakne tebe, si lahko ozdravljen v enem trenutku. In en način je ta, da ko pride Gospodova prisotnost, Gospodova vlečka, Gospodova slava. Prva cerkev je bila isto v apostolskih delah toliko polna Božje prisotnosti, piše, da so vsi bili ozdravljeni, ki so prišli noter. In tudi oni so hodili v taki Božji prisotnosti. Peter je hodil in so samo bolnike polagali zraven in so bili ozdravljeni. In Bog nas hoče upeljati v to, ampak je pač rast v Bogu, ne zgodi se čez noč. Moramo biti zvesti v tem, kar nam je dal in ne se zaustavljati. Tudi če sem 9-krat padel, pač 10-krat vstan, pa 5 še enkrat po svoj prodor, ker nima veze, a si kdaj pač, vsak od nas ima določeno negativno izkušnjo, ali je molil, pa ni bil zdravljen, ali je molil za koga, pa ni bil zdravljen. Ampak ne smemo pustiti, da nas negativne izkušnje ustavijo. Moramo postaviti Božjo besedo nad svoje izkušnje. In ko bomo to naredili, bo Bog počastil našo vero. Todd White je en evangelizator, ki je zelo znan, ampak začel je tako dosti neugledno. In je začel, on je bil prej, mislim, da narkoman in zvezan, totalno hotel se je narediti samomor, Bog se mu je razodel v trenutku, ko je hotel potegniti sprožilec pištole in pol sem, mislim, da slišal Božji glas, je spreobrnil, bil osvobojen heroina in pol je zelo kmalu začel oznanjati na ulici in moliti za bolne. In je rekel, da je za prvih 500 ljudi, ki je molil, noben je bil zdravljen. 508. Tako da, on bi se, marsikdo od nas bi se ustavil že pri drugemu ali pa pri 22. ali pa pri 66. Tako da moramo ustrajati. On bi se lahko ustavil pri 507, rekel, da to je brez veze, nič, bom jaz sam tako govoril. Ampak pri 508 se je pač zgodil ozdravljenje in pol se mu je ful odprl. In zdaj hod ful v ozdravljenju. Tako da ne smemo se zaustaviti. Včasih je treba trkati, ne, dokler se ne odpre. In to je pač princip kraljestva. Dokler ne dobiš ključa, moraš trkati, da se vrata odprejo. In ko boš dosti vztrajen, ti bo Bog dal ključe in pol nam boš več rabo trkati, boš sam dal ključ in bo... Zato piše hrepenite po duhovnih darovih. Prva stvar je, da hrepenim po duhovnih darovih. In en od 9 duhovnih darov so milostni darovi ozdravljenja. Je milost in je dar ozdravljenja. Tako da ozdravljenje je tudi v telesu, kar se zberemo. Mi vsi imamo duhovne darove, noben ni brez duhovnih darov. Vsak od nas ima določene duhovne darove, ampak ne morajo se aktivirati, dokler prvič, da se zberemo, drugič pa, da pol prakticiramo.
molitev in duhovne darove. Zato Jakob pravi, molite drug za drugega, da ozdravite. Včasih rabaš nekoga drugega, ne, da moli zate. Recimo David Hogan, en misionar, ki deluje v Mehiki, on hotel nenormalnih znamenjih in čudežih. Na desetine ljudi so obudili od mrtvih, kreativni čudeži in on in njegovi sodelavci in veliko cerkva, ko so jih začeli med Indijanci v Mehiki. Ampak on je rekel, da je bilo doskrat, parkrat se je srečal z določenimi napadi ali boleznimi, dvakrat je umrl, ko so njega obudili. In je rekel, da on imel vere, jaz nisem imel vere takrat. Mene so drugi izmolili ven. Tako da včasih rabaš druge ljudi, ravno drugega, rabaš prijatelje, ki bojo odprli streho, pa te spustili Jezusu pred noge. Zato moramo biti pač v skupnosti, ker če si sam, hudiš, te bo hotel izolirati in se boš težko prebil. Ravno drugega. Molite drug za drugega, da ozdravite. Tako da ena pot, ki bo ozdravila, če to manifestirano njegovo prisotnost. Drugo piše, da je poslal besedo in jih je ozdravil. Ozdravljenje prihaja lahko samo po besedi. In Božja beseda ima neomejeno moč v sebi in je polna ozdravljenja. In če se spravaš v Božjo besedo, če se zakoplješ vanjo, se bo moč besede, ki je zaklenjena v besedi, kot seme, se bo začela odklepati v tebi in proizvala ozdravljenje. Tako da moramo se izpostavljati Božji besedi. Če rabaš ozdravljenje, je to Božjo besedo in se namaki v Božji besedi. Posluši Božjo besedo, imajo pred očmi. Pregovori 4 piše, moje besede so življenje tem, ki jih najdejo, zdravje oziroma zdravilo za vse njihovo telo. Tako da v besedi je ozdravljenje. In doskrat se med besedo, ko slišiš besedo, se vzdigne vero in si ozdravljen. Piše za Jezusa, da je z besedo je osvobodil, je izgnal demone. In dosti je pač ena beseda, dosti je en dotik in si ozdravljen. Potem je ozdravljenje lahko sprejmeš čez Gospodovo večerjo. Velike pričavanj, ko so ljudje sprejeli ozdravljenje, ko so pristopili Gospodovi večerji. To pomeni, da so prepoznali, da so sprejeli to delo križa v svoje življenje in prepoznali Gospodovo telo. To, kar je Gospod Jezus naredil na križu in prepoznavamo Gospodovo telo, ko sprejemamo drugega. Ker včasih nekdo drug nosi ozdravljenje za tebe. Recimo, slišal sem pričevanje Derek Princa, on je zelo znan biblični učitelj, verjetno ga vsi poznamo, ki je bil že na stara leta, mislim, da je zbolel za rakom na prostati in je bil pa njemu na obisku, je prišel en anglikanski duhovnik, ki mislim, da sploh niti ni, ne vem vprašanje, če on verjel v ozdravljenje, ampak nekako sta se pogovarjali, pol je prišel, da bom jaz molil zate. In je pustil, da je molil in je bil takoj ozdravljen. To so zdravniki potrdili. Tako da lahko bi si pa en mislil, ali jaz sem pač kaj ful učitelj, ta pa ne vem, kakšno ima niti doktrino glede ozdravljenja in ne bi razpoznal Gospodovega telesa in bi zgrešil ozdravljenje. Tako da Jezus včasih pride v drugi formi in ga lahko zgrešimo. Tako kot ona dva učenca, ki sta šla v Emaus, ga nista prepoznala, ki piše, da je prišel v drugi obliki. Tako da moramo prositi Boga, da nam odpre oči in da prepoznamo, kar dela Jezus tudi čez druge ljudi, ki nam jih pošilja. Lahko nam pošlje angela v bistvu. Piše, da eni so nevede pogostili angele. In to je tretji način, da sprejmemo ozdravljenje čez Gospodovo večerjo. Ozdravljenje lahko sprejmem, piše v Jakobu, kdor je bolan, ne gre k starešinam in ga mazilijo z oljem. Molitev vere bo ozdravila bolnega. Če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.
To je spet podobno, kot piše molite drug za drugega. Tukaj, da prideš k starešinam in molijo molitev vere. Se pravi, je molitev vere, ki ozdravlja. In če imam močno vero, če sem poln besede, lahko molim molitev vere tudi sam. Marko 11:24 piše, karkoli prosite, verujte, da ste že sprejeli in se vam bo zgodilo. In je pričevanje, ne vem, veliko ljudi ga pozna, Kenneth Hagina, ki je oče gibanja vere. On je bil kot otrok smrtno bolan, imel mislim, 5 bolezni v telesu, nepokreten na posli, 1 leto ležal, srčno bolezen je imel neozdravljivo, kri, ne vem, 5 bolezni je bilo. In on je prišel do tega citata in ga je meditiral oziroma sprašal Boga pol leta, kaj to pomeni. Vse, karkoli verujte, karkoli prosite, verujte, da ste prejeli in se vam bo zgodilo. Marko 11:24. In pol je pač enkrat dobil razodetje, kaj to pomeni, beseda je oživela, postala je meso v njem in je zaštekal, je rekel, ok, jaz bom zdaj to prosil in verjamem, da sem sprejel ozdravljenje v trenutku, ko sem prosil. In je to naredil in potem se je začel zahvaljevati Bogu za ozdravljenje, ampak še nobene spremembe ni začutil v svojem telesu. In pol je slišal tako glas, če si, verjameš, da si ozdravljen, naredi korak vere, naredi nekaj, kar nisi mogel narediti. In je pol paralizirano nogo, je vstal, šel na rob posle in nogo, ki jo ni čutil, je spravil dol, kot da bo hodil. In v trenutku, ko je to naredil, je rekel, da je čutil, da bi vroče olje šlo čez njega in je ta paraliza zginila. In pol je korak po korak, dan za dnem začel delovati in je v bistvu bil popolnoma ozdravljen. Tako da je molitev vere, ki ozdravlja. Ali da imam vero zase, ali pa nekdo, ki ima vero bolj zame. In Gospod želi, da rastemo v veri. Je vedno rastoča vera. Smith Wigglesworth je napisal knjigo Ever Increasing Faith, se pravi vera, ki neprestano raste. In vera prihaja po poslušanju Božje besede. Tako da moram se izpostaviti Božji besedi, moram jo poslušati. Ker tudi strah prihaja po poslušanju besede nekoga drugega. Tega, ki ti daje dvom, ki ti daje strah. Tako da vedno imam izbiro, koga bom poslušal. In je dobra novica. Je dobra novica, da služimo mogočnemu Bogu, ki nam je zaupal kraljestvo in nas hoče ne samo ozdravljene, ampak tudi nas hoče usposobiti, da širimo njegovo zdravljenje in da širimo evangelij. Včasih je tudi recimo ta laž, da ti sovražnik govori, recimo imaš bolečino v telesu, pa ti reče, kaj boš zdaj, ti vidiš, ali pa imaš simptome, si bolan. Včasih moraš iti moliti za nekoga drugega, pa boš imel ti prodor. Zato, ker to, kar ti seješ, boš požel. In včasih moraš glih takrat, ko si recimo na področju, ko si poražen, moraš začeti delovati in sejati v veri. Iti kontra temu, kar ti občutki govorijo. In boš recimo, tudi če si ti poln bolečine, ali imaš, slišal sem pričevanja ljudi, ki so šli in so pol molili za druge in so bili pol tudi oni ozdravljeni. Zato, ker to, kar ti seješ, boš požel. Isto je recimo v financah, ko začneš sejati v veri, pa si lahko v pomanjkanju, lahko sam sebe daš ven iz pomanjkanja, samo s svojim sejanjem. Tako da Sveto pismo prav, kdor seje v duha, bo žel duha. Kdor seje v meso, bo žel smrt. In je zakon duha življenja, ki je v Jezusu Kristusu, ki je nad zakonom greha in smrti. Je življenje Boga. In Jezus je prišel, da nam da življenje v izobilju in to življenje je v našem duhu. Tako da v Rimljanih 8 piše, da tako obudil Kristusa od mrtvih, bo po svojem duhu tudi obudil vaša umrljiva telesa.
In je Božja volja, da smo tako polni njegovega duha, da ratamo dobesedno prežeti z njegovo prisotnostjo in da Bog obnavlja naša telesa že samo s tem, da smo polni svetega duha. On bo obudil vaša umrljiva telesa s svetim duhom. Zato je dobro, da vsak dan preživljamo čas v njegovi prisotnosti, da molimo v svetem duhu, da slavimo v duhu, da slavimo. In njegova prisotnost nas poživlja ne samo v duhu in v duši, ampak tudi v telesu. Zato v psalmih David pravi, vse moje telo hrepeni po Bogu. Tako da Bog hoče, Božja volja je vse, kar je vašega, duh, duša in telo, da se ohrani neoporično do prihoda Jezusa Kristusa. In to je dobra novica. Bog nas hoče imeti celovite, obnovljene. Ta beseda odrešenje, sozo, pomeni popolno odrešenje. Ne samo duha, ampak tudi naše duše in naših teles. Tako da verjamem, da Bog hoče danes, da se dotakne naših življenj, obuditi, obvezati naša srca, najprej ozdraviti naša srca, dvigati naše duše in tudi ozdraviti naša telesa. Tako da bomo molili, če kdo rab molitev, se lahko strinjamo in bomo prakticirali, bomo molili en za drugega. Tako da vsak nos dark je za nekoga drugega. Ker duhovni darovi niso za mene. Dar, ki ga jaz imam, je vedno za nekoga drugega. In ko začnem deliti ta dar, se bo začel množiti v mojem življenju. Več, ko jaz dam naprej, več mi bo Bog pridodajal. Če pa zadržujem zase, bom pa vedno, ta talent se ne bo pomnožil, ko mi ga je Bog dal. Bog hoče, da te talente, ki jih imam, da jih pomnožim. Ali pa minimalno, da vsaj obresti dobim od tega talenta. In to, kar si ti rekla, je res. Delamo s tem, kar imamo in vsak nekaj ima. Noben ni sirota, noben ni, da ne bi imel nič. Ampak mi dostikrat ne vidimo to, kar imamo, zato ker nam duh tega sveta zviri kaže, no vse, kaj ti nimaš. Ne, nimaš tega. Ne vidim pa to, kar imam. Ampak Božja beseda pravi, da smo vsestransko obogateli v Kristusu. In ko je prišla ona žena, ki je bila v dolgovih, ki je njen mož umrl, je Elizej rekel, kaj imaš v hiši? Je rekla, imam pač eno posodo olja. In pa je rekel, pojdi k sosedom pa si sposod. Pač dup vse, kar je možno, posod, flaš, skodel, pejt. In je šla in pa je začela točati iz te posode, kjer je bilo olje in se ni ustavila, dokler ni vsega napolnila. Tako da moramo gledati na to, kar imamo in to deliti naprej. In Bog bo začel pridodajati olje. In bo začel pridodajati ozdravljenje. Bo začel pridodajati darove. Tako da bomo molili. Najprej lahko molimo, če ima kdo kakršnokoli bolečino v telesu, ali pozdravljenje, se bomo strinjali. In lahko molimo tudi za druge stvari, se pravi, karkoli, tudi če te kaj, da čutiš kakšno breme duše, krivda, da predamo skupaj Bogu in verjamemo, da bo Bog uslišal naše molitve danes. Dajmo pristopati v veri, tako da če ima kdo molitveno potrebo, ne prije naprej, pa bomo se strinjali. Eno se pozabil v zdravljenje. Aja. Po polaganju rok, izključno po polaganju rok. Aha, ok, po polaganju rok. Ja, se to je v bistvu, Marko 16 piše, vernike bodo spremljala ta znamenja, prejemali bokače, govorili jezike, izganjali demone, na bolne bodo polagali roke in bodo ozdraveli. Se pravi, tukaj ne piše, da bo karkoli molil. Lahko molaš, lahko ne molaš, ampak lahko samo položiš roko in se bolni bodo ozdraveli. Tako da včasih je proces,
bodo okrevali. Včasih se ne zgodi takoj, ampak je proces. In če položim na nekoga roko, moram verjeti, da se je ta proces začel in aktiviral v njem, tudi če on ne verjame, ampak jaz sem molil, bom verjel in to se bo zgodilo. Tako da enkrat, ko položim roko, ne smem odstopati od tega, pa pol reči, nič se ni zgodilo, tudi če ne vidim tega takoj, ne. Moram pač v veri delovati. Tako da Jezus je v veri rekel, govoril v veri gori, da se umakne, ali murvi, da se izruva. Tako da moram v veri govoriti. Če boš verjel in ne boš dvomil, se bo zgodilo. In ja, to je še en od načinov, da po polaganju rok, pa naprej recimo piše za Pavla v apostolskih delih, da je šel še na višji nivo, ne, da so pač dali, toliko je bil poln Boga, da so dali samo kose njegove obleke, robce in so pošiljali in so bili ljudje ozdravljeni in osvobojeni. To pomeni, da so bili tudi rešeni demonskih vplivov, ker dostikrat mislimo, da človek rab osvobojenje mora iti čez koliko točk, pa procedur, najprej mora vse živo izpovedati, pa se spomniti za nazaj, pa staršev, pa prastaršev, ampak tukaj piše, da je dobil samo en robac, ki je bil pomaziljen, ni bil osvobojen. Tako da, ker pride Božja prisotnost v tvoje življenje, ti ne rabiš, samo pride Božja reka in ti boš osvobojen, ti boš ozdravljen. En od načinov je tudi, da si poln Božje prisotnosti, da si v Božji reki in tam je ozdravljenje. V Božji reki je vedno ozdravljenje, tako da Bog prebiva v slavljenju svojega ljudstva. In zato je dobro, da preživljamo čas v slavljenju in ko Bog pride dol, vse se lahko zgodi. Tako da haleluja.